bi bila ta pravilna pot za Slovenijo za izhod za krizo. Ne? Ti si veliko povedal o ekonomiji. Ne? Mislim, temeljen problem varčevalnih ukrepov je, da dušijo vse. Ne? Da dušijo tisto, kar je. Zato tisto, kar se danes že v Evropi vidi, je, da rešile so se države, ki so reševale zaposlenost, ki so se osredotočile na zaposlenost, ne tiste, ki so hotele zmanjševati primanjkljaje. Ne? V resnici in to je ves čas že debata v Sloveniji, vendar pač sta tle dva pogleda. En je konzervativne politike, ki izvajajo v celotni Evropi to vrstno rezanje, in pač bolj socialdemokratske politike, ki se šele usmerjajo v to, kako odgovoriti. Ampak dejstvo je, da tudi v konzervativnih državah, kot so Nemčija in Avstrija, je bilo glavno osredotočenje na reševanje delovnih mest in podjetij. V tem kontekstu torej... Slovenija je narobe ravnala in ni reševala ne podjetij, ne bank, ne delovnih mest. Saj tudi približno nekaj takšnega je tudi v Italiji. Ne? Ampak zdaj, v tem kontekstu nekako, v tem trenutku, recimo, slovenska javnost gleda prav na to, na Evropsko unijo. Ne? Če je to zdaj postal problem, ali pa če je en del družbe ni več zadovoljen, ne? Recimo, s tej odločitvi. Mislim, da je tle čisto drugačen odnos. Tako kot se jim nič tazga ni zdel, in se niso ukvarjali s tem, ko smo šli v Evropsko unijo, v tem trenutku ne vidijo, da je njihov položaj kakorkoli izhaja iz tega, da so Evropske unije. Ne, dejstvo pa je, da je eden od izvorov problema seveda, da bi se Slovenija neprimerno lažje reševala, če bi ne bila v evroobmočju, kar velja ne nazadnje za vse države, ker bi potem lahko uporabljala tudi druge oblike monetarne politike, pa tega ne more. Ne. In evro v tem trenutku pač koristi močnim državam in tako bo vedno. Ne. In sicer rešitev, katera bi lahko bila, kako bi centralna banka evropska... No, dejstvo je, da če bi centralna banka, če bi ECB prej začela, zdaj delno to že počne, odkupovati obveznice evropskih držav, bi s tem olajšala pritisk na bančni sistem. Ampak dejansko je to naredila in čeprav danes vse vlade, vključno slovensko, govorijo, da se je pritisk zmanjšal zaradi njihove dejavnosti, obresti padajo prav zaradi ravnanja ECB. Pa gremo do protestov, ne? Če so po tvojem, ne? Če so te proteste legitimne ali kateri bo izhod. Ne? Seveda, jaz sem zrastel na protestih. Ne? Jaz protestiram od svojega 14. leta in se udeležujem vsakega protesta. In za vrtce in za študente in kateremkoli v svojem času. To se mi zdi, da je to tudi nek statement. Ne? Ampak seveda so te protesti legitimni in njihov namen v tem trenutku je pokazati politični eliti, da ne more se več delati, da javnost ne obstaja. In to je politična elita s svojim strahom, ki ga kaže, ker nenadoma se slovenski politiki bojijo ljudi in bojijo se jih zelo, že pokazala. Jaz mislim, da danes si politiki ne upajo več tako zlahka delati prirejenih razpisov in manipulirati z javnostjo. In to je že zelo izreden učinek teh protestov. Veš, kaj izgleda malo čudno, ne? Da istočasno, ko so bili po ulicah protesti, istočasno so Slovenci izvolili pa Pahorja, ki je bil recimo... Ja, ampak to so druge presečne množice. Če gledava, Pahor je bil izvoljen s podporo svoje stranke in desnice. Levica preostala, pa se volitev ni udeležila, levica se odreka levice. Tisto, kar se danes absurdno je, ne?
da te protesti, ne, čeprav imamo desno vlado in desne ukrepe, ampak levica se bo v tem procesu odrekla levice. Desnica s podporo svojih voljivcev nima nobenih težav. Danes protestira namreč levica, ampak ne protestira sicer proti desnici, ampak nezadovoljna je pa z levico. Ne, to so absurdnosti situacije. Zato danes, čeprav protestniki rušijo vlado Janeza Janše, so se pa odrekli v resnici svojih strank. Pa nekaj bolj recimo enostavnega, kako z Ljubljane gledate to na slovensko manjšino v zamejstvu, če je sploh če jo sploh vidite, ne? Kako so odnosi. Ne, ta Slovenija je tako majhna in tako samovšečna in samozadostna, da svojo manjšino v resnici ceni manj, pa čeprav predstavlja v njenem telesu večji odstotek, manj kot katerikoli velik narod. Jaz mislim, da je to posledica neke samovšečnosti in samozadostnosti, ki je nastopila z osamosvojitvijo, ker od takrat je to najboljši narod na svetu, ki ima najlepše hribe, najlepša jezera in je najpametnejši. In to si lahko samo tako, da se z nikomer drugim, magari z lastno manjšino, pretirano ne družiš. Za nekaj zelo osebno za naš časopis, če je sploh potem pa Benečija, ki je recimo najšibkejši del slovenske manjšine v Italiji, če je sploh poznana, če jo vi sploh poznate, kaj je bila, kaj je šele živa ta italijanska asimilacija proti temu delu recimo slovenskega naroda. Dejstvo je, da ta problem je bolj poznan. Sej, kolikor sem kritičen, ne, je vednost o tem je. Ampak to ni dovolj, ne, bodva iskrena. Ne. Če imaš manjšino, moraš biti aktiven v odnosu do nje. Ni dosti, da rečeš, vem, da imamo Benečijo, vem, da so tam neki naši. Ne. Preprosto ni dovolj. Ampak to je treba tudi privzgojiti. Ne. Ampak mislim, da je to na koncu individualna odgovornost vsakega. Ker recimo že tisto, kar nam izkazuje, je recimo kako Francozi in Nemci, dva ogromna, grozovito velika naroda v primerjavi z nami, kako vsak na svoji strani meje, Francozi na nemški strani in Nemci na francoski negujejo svoje manjšine. Tako se to dela. Bi lahko tudi po tvojem Benečani tudi malo bolj se pokazali recimo kot Slovenci ali pa... Seveda bi bil moj odgovor zdaj lahko, ampak po drugi strani je biti nekdo, ki je manjšina, neprimerno bolj zapleteno, ker si vključen v socialne okvire. Ampak, kar pa ne pomeni, da je pa to lahko izgovor. In tako kot je nam Slovencem vsaka stvar primeren izgovor, velja seveda tudi za manjšino. In na koncu, da mi poveš, kako je po tvojem recimo medijski prostor v Sloveniji, kako mediji vplivajo na politiko in obratno? Slovenska politika je populistična in v veliki meri neumna, poenostavljajoča. Ampak še huje je, da mediji ljubijo ta populizem, ga iščejo in tudi ljubijo preprostost in neumnost. Tako da sta v sozvočju tega, kako bi čim bolj znižala standard javne razprave. Tako politika kot mediji. Ne moramo kriviti javnosti, lahko pa rečemo, da mediji in politika kar prijetno delita odgovornost za stanje. Ne bo mogoče pilatovsko si umiti rok, tako kot si nemški mediji ne morejo pilatovsko umiti rok zato, da so naredili nacizem. Ker naredili so ga mediji. Hitler bi bil drugače sliko pleskal.